V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Mir z vami. Spoštovani predsednik Državnega sveta, spoštovani varuh človekovih pravic, spoštovani člani Vlade Republike Slovenije, sodstva ter evropski in državni poslanci, spoštovani predstavniki družbenega, političnega, kulturnega in gospodarskega življenja. Spoštovani predstavniki Slovenske vojske in policije, predstavniki krščanskih cerkva in verskih skupnosti v Sloveniji, izbrani gostje, ekscelence veleposlaniki v Republiki Sloveniji, z dekanom diplomatskega zbora, apostolskim nuncijem v Republiki Sloveniji, monsignorjem Jean-Marie Spajhom na čelu. Dear representatives of Christian churches and religious communities in Slovenia, distinguished guests, Excellencies ambassadors to the Republic of Slovenia, who is the Dean of Diplomatic Corps, the Apostolic Nuncio to the Republic of Slovenia, Monsignor Jean-Marie Spajh at the head. Pozdrav vsem bratom škofovski in duhovniški službi, pozdrav predstavnikom vojaškega in policijskega vikariata, višjim redovnim predstojnikom in predstojnicam, redovnikom, redovnicam, bogoslovcem, vsem liturgičnim sodelavcem in vsem, ki smo tu v Ljubljanski stolnici in povezani preko Radia Ognjišče ali televizije Slovenija, nocoj izbrani, da bomo skupaj molili za našo domovino. Letos praznujemo 40. obletnico Slovenske pokrajinske škofovske konference in 30. obletnico ustanovitve samostojne Slovenske škofovske konference. To je pomagalo najprej pri osamosvajanju in potem tudi pri oblikovanju samostojne slovenske države, katere ustanovitev praznujemo in se zanjo sveto mašo zahvaljujemo. Naj bodo pri tej sveti maši posebnega spomina deležni tisti, ki so v vojni za Slovenijo umrli in seveda njihovi svojci. Prosili pa bomo tudi našega nebeškega Očeta za modrost vseh odgovornih v naši državi, da bodo delali v dobro vseh, da bodo delali za skupno dobro, da bodo delali za Slovenijo. Najprej pa prosimo za odpuščanje naših grehov, da bomo vredno obhajali to sveto daritev. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Slava Bogu na višavah. Neskončna modrost, ti vse čudovito urejaš in vodiš. Usliši nas, ko te prosimo za našo domovino. Vsem, ki so odgovorni za skupno blaginjo, naklani pravo modrost. Nam državljanom podaj poštenje, da bosta med nami sloga in pravičnost in bomo tako živeli v miru in blagostanju. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje in sestre, pomnite, kdor pičlo seje, bo tudi pičlo žel, in kdor obilno seje, bo tudi obilno žel. Vsak, kakor je v srcu namenil, ne z žalostjo ali po sili, zakaj veselega daritelja Bog ljubi. More pa vam Bog vsako milost podeliti v obilni meri, da boste imeli vedno vsega dovolj in vam bo še obilo ostajalo za vsako dobro delo, kakor je pisano,
razdelil je, dal ubogim, njegova pravičnost ostane vekomaj. Oni, ki daje sejalcu seme in kruha za živež, pa bo dal in pomnožil vaše seme, ter povečal sadove vaše pravičnosti, da boste vsem bogateli za vsako radodarnost, ta namreč po nas pripravlja Bogu za hvalo. Božja beseda. Slavljen si, Gospod Bog naših očetov. Slavljen si, Gospod Bog naših očetov, hvale vreden in nadse poveličevan na veke. Slavljeno je sveto ime Tvojega veličastva, nadse hvale vredno in poveličevano na veke. Slavljen si, Slavljen si v svetišču svojega svetega veličastva, nadse opevan in veličasten na veke. Slavljen si, ki prestoluješ nad kerubi in motriš brazna, hvale vreden in nadse poveličevan na veke. Slavljen si, Gospod naših očetov. Slavljen si na prestolu svojega kraljestva, nadse opevan in poveličevan na veke. Slavljen si na nebesnem oboku, opevan in poveličevan na veke. Slavljen si, Gospod.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: glejte, da dobrih del ne boste opravljali pred ljudmi, da bi vas oni videli. Sicer ne boste imeli plačila pri svojem očetu, ki je v nebesih. Kadar torej daješ miloščino, ne trobi pred seboj, kakor delajo hinavci po shodnicah in ulicah, da bi jih ljudje hvalili. Resnično povem vam, prejeli so svoje plačilo. Kadar pa ti daješ miloščino, naj ne ve tvoja levica, kaj dela tvoja desnica, da bo tvoja miloščina na skrivnem in tvoj oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil. Kadar molite, ne bodite kakor hinavci, ti namreč radi molijo stoje po shodnicah in uličnih vogalih, da se pokažejo ljudem. Resnično povem vam, prejeli so svoje plačilo. Kadar pa ti moliš, pojdi v svojo sobo, zapri vrata in moli k svojemu očetu, ki je na skrivnem. In tvoj oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil. Kadar se postite, ne bodite kakor čemerni hinavci, grdijo si namreč obraze, da bi ljudem pokazali, da se postijo. Resnično povem vam, prejeli so svoje plačilo. Kadar se pa ti postiš, pomazili svojo glavo in si umij obraz, da ne pokažeš ljudem, da se postiš, ampak svojemu očetu, ki je na skrivnem. In tvoj oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil. To je Kristusov evangelij. Spoštovani visoki gostje, dragi bratje in sestre. Ob prazniku Dneva državnosti, ki bo v nedeljo, obhajamo sveto mašo za domovino. Pozdravljam nuncije v Republiki Sloveniji, diplomatski zbor, škofe, duhovnike, visoke goste drugih cerkva in verskih skupnosti. Pozdravljam predstavnike družbenega, kulturnega in znanstvenega sveta ter vas vse navzoče vernike. Hvala vsem, ki ste se angažirali in v teh dneh še posebej molili za domovino. Zahvaljujem se nadškofu Zoretu, da nas je prijazno sprejel v Stolno cerkev in televiziji Slovenija ter Radio Ognjišče
za prenos te slavne svete maše. Z evharističnim slavjem se zahvaljujemo za samostojno in demokratično državo in vse, ki so ustvarjali njene temelje. Prosili bomo Božjega blagoslova in razsvetljenja Svetega Duha za tiste, ki jo vodijo, in zase, da bi bili dejavni in odgovorni državljani. S hvaležnostjo vključujemo v molitev tiste, ki so zanjo darovali svoje življenje. Z letošnjo svetomašo se spominjamo tudi 30-letnice delovanja samostojne slovenske škofovske konference. Njen nastanek sovpada s procesi demokratizacije in slovenske osamosvojitve, pri kateri je pomembno vlogo odigral tedanji ljubljanski nadškof Alojzij Šuštar. Hvaležni smo mu za njegovo pokončno držo pastirja in za njegov prispevek k priznanju Slovenije v svetu ter doprinos k zaščiti človeške osebe in njenega dostojanstva. Samostojna država nam je dala nove možnosti za razvoj in napredek. Hitro smo se vključili v evropske in svetovne družbene strukture. Dolgo časa smo gojili upanje, da so vojne in razdori preteklost. Sanjali smo o skupni Evropi, ki se bo razvijala upoštevajoč krščanske korenine in bogato dediščino antičnih kultur. Očetje Evrope so si prihodnost zamislili kot skupno delovanje, kjer bomo medsebojno različnost videli kot obogatitev in bomo sposobni preseči delitve. Evropa naj bi tako postala garant miru, sožitja in bratstva med narodi. Vojni konflikti v Ukrajini in drugod po svetu, delitve in nerazumevanje med narodi, skupinami in posamezniki vzbujajo skrb za našo prihodnost. Izguba zgodovinske zavesti in zavračanje obče sprejetih vrednot ter vsega, kar je trdno, omogoča stopnjevanje individualizma in razkraja družbo ter njene odnose. Še posebej na preizkušnji pojmovanje človeškega življenja in njegovega neodtujljivega dostojanstva. Jasno je, da mora vsaka generacija ovrednotiti pretekle izkušnje, se odreči egoizmu in samoljubju ter se zavestno odločiti za dobro, za človeka in za kulturo življenja, kjer bo vreden vsak s tem, da je in obstaja, da bo deležen sočutja, oskrbe in pomoči. Blaginje in napredka, še posebej na duhovni ravni, ne dosežemo enkrat za vselej. Za dobro in vsestransko rast si moramo prizadevati vsak dan znova. Tudi v Sloveniji smo priče povečanim napetostim in razdeljenosti v družbi. Dialog in spoštovanje človekovih pravic, med katerimi ima posebno mesto verska svoboda, sta večkrat zgolj izrabljena fraza. Pozitiven družbeni pomen cerkva in drugih verskih skupnosti zaradi zgodovinske obremenjenosti in nerazčiščenih vprašanj preteklosti še vedno ni normalno sprejeto dejstvo. Brez dialoga se zmanjšujejo že uveljavljeni in splošno sprejeti demokratični standardi verske svobode. Človek pogosto ni več cilj, temveč sredstvo za dosego drugih namenov. Priče smo predlogu zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki brez resne strokovne razprave in ob odsotnosti dialoga z zdravniškimi združenji in ostalimi zainteresiranimi skupinami odpira pot k ločevanju med vrednim in nevrednim življenjem. S tem se uvaja popolnoma nov pogled na življenje. Velika nevarnost je, da bi se ob sprejetju takega zakona ostareli, bolni in drugi ranljivi začeli počutiti nevredne in odveč v družbi. Na preizkusu je vrednotenje kulture človekovega življenja.
Gre za poskus epohalnih sprememb, kjer se posega v dostojanstvo človeške osebe in naravo človeškega življenja. Človek ima svojo neprecenljivo vrednost in neodtujljivo dostojanstvo sam v sebi, tudi takrat, ko trpi in je nemočen. Iskanje rešitve za prihodnost ni mogoče brez iskrenega dialoga in sprejemanja drugega. Obstajajo priložnosti, ki omogočajo srečanje in pogovor, so izpostavili govorci na forumu za dialog in mir na Balkanu preteklo soboto v Kopru. Iz skupne deklaracije tega pomembnega dogodka izhaja, da imata vera in duhovno izročilo pomembno vlogo pri oblikovanju smisla odgovornosti za prihodnost sveta in zaščito človeške osebe. Pri tem je ključen dialog, ki bo pospeševal uveljavljanje verske svobode ter krepil trajnostno skrb za naravne vire in ekonomski razvoj. V taki družbi bo v ospredju dobrobit človeka in skupnosti, kjer po besedah papeža Frančiška v bližnjem prepoznava brata oziroma sestro. Apostol Pavel nas v današnjem berilu spodbuja. Vsak naj da, kakor se je odločil v svojem srcu, ne žalostjo, ne na silo, kajti Bog ljubi veselega darovalca. Sposobnost darovanja izhaja iz dejstva, da smo tudi mi obdarovani in da smo povabljeni k sočutju in skrbi za druge. Ni pomembno, koliko dajemo, ampak s kakšno notranjo držo to delamo. Preračunljivost daru, vrednost daru izniči. Ob dnevu državnosti se vprašajmo, kaj lahko vsak od nas naredi za blagor naše skupnosti. Kaj smo pripravljeni darovati za druge? Kako bomo omogočili celostni razvoj vsake človeške osebe ter zaščitili najbolj ranljive ljudi, še posebej ob zaključku življenja. Stopnja napredka civilizacije se meri z njeno sposobnostjo ceniti življenje. Kultura življenja je po besedah papeža Frančiška dediščina, ki jo kristjani želimo deliti z vsemi. Vsako človeško življenje je edinstveno in s tem nedotakljivo. To je treba vedno in znova oznanjati s pogumom besed in dejanj. Zavzemimo se za življenje in za kulturo življenja. Spoštovani, vsem čestitam ob dnevu državnosti. Nebeški Oče, ustvaril si nas po svoji podobi in sličnosti, da bi prebivali v svetu in te slavili. S prošnjami se zato obračamo k tebi. Prosimo te za vesoljno in domačo cerkev, da bi povsod oznanjala, da si ti ustvaril in nas poklical, da bi živeli in se uresničili v domovini. Prosimo te, usliši nas. Oče, prosimo te za državne voditelje, da bi skrbeli za vsestranski razvoj domovine in blagostanje vseh njenih prebivalcev. Prosimo te, usliši nas. Poglabljaj v nas zavest, da smo iz ljubezni ustvarjeni za ljubezen in nas odpiraj za sprejemanje naših bližnjih v vsem, kar so. Prosimo te, usliši nas. Pomagaj nam ceniti jezik in kulturo vseh, ki prihajajo v našo domovino in hkrati njim dajaj moč in hrepenenje po spoznavanju našega jezika in kulture. Prosimo te, usliši nas. Spomni se vseh rajnih vojakov in policistov, ki so z daritvijo lastnega življenja tlakovali pot v samostojno domovino. Prosimo te, usliši nas. Nebeški Oče, s posebno prošnjo prosimo za mir, ne tisti, ki je sad naših prizadevanj, ampak mir, ki nam ga lahko nakloniš edino le ti.
Prosimo te, usliši nas. Nebeški Oče, hvaležni smo, ker si prisluhnil našim prošnjam za domovino, v kateri smo doma in nas povezuje. Usliši jih po Kristusu našem Gospodu. Amen. Molimo, bratje in sestre, naj Bog, naš dobri Oče, sprejme to daritev. Dobri Bog, posveti ti darove in tudi nas sprejmi v duhovno daritev, da bomo vsem ljudem prinašali tvojo ljubezen po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Kvišku srca.
se Gospodu našemu Bogu. Se spodobinje pravično, primirno in zveličavno, da se ti vidno in povsod zahvaljujemo. Gospod sveti Oče vsemogočni i večni Bog, svojega edinorojenega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, si mazilil za večnega duhovnika in kralja vesolstva, da se je na oltarju križa daroval kot brezmadežna in spravna žrtev, ter izvršil skrivnost človeškega odrešenja. Vse stvari bo uklonil tvojemu vladarstvu in izročil tvojemu neizmirnemu veličastvu, večno in vesolno kraljestvo, kraljestvo resnice in življenja, kraljestvo svetosti in milosti, kraljestvo pravičnosti, miru in ljubezni. Zato z angeli in nadangeli in vsemi nebeškimi zbori prepevamo hvalnico tvojemu veličastvu in nenehno pojemo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav
Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vire. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolni v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so obrli tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očitu, v občinstvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse vike vekov. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja
pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si je rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir bodi vedno z vami. In ta mir, ki je Božji dar in hkrati naše sodelovanje, sedaj podarimo drug drugemu in ga ne nehajmo podarjati nikoli. Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na njegovo gostijo.
Molimo. Nebiški Oče, bili smo gostje pri mizi ljubezni in edinosti. Naj svojim delom, ki si nam ga zaupal, skrbimo za primerno življenje med nami in zaupanjem gradimo Tvoje kraljestvo. Po Kristusu našem Gospodu. Spoštovani gostje, dragi prijatelji, ob sklepu te svete maše se želim lepo zahvaliti visokim gostom, predstavnikom državnega, družbenega in kulturnega življenja ter diplomatom, bogoslužnim sodelavcem, stolni župniji in mežnarjem ter asistenci bogoslovcev, kvintetu Slovenske vojske za zaigrani himni, vojaškemu vikarijatu in policijskemu vikarijatu, pevcem župnijskega pevskega zbora Pater Hugolin Satner pod vodstvom gospoda dirigenta dr. Matjaža Barba, organistki Poloni Gantar in solistom Ani Benedik, Andreju Rusti ter patru Vidu Lisjaku, molivkam in molivcem pobude 24 ur molitve in posta za domovino, da so opravili 9-dnevnico pred današnjim dnem ter molili za našo državo in narod, Radiju Ognjišče in televiziji Slovenija za prenos svete maše in tehnično podporo medijem ter vsem, ki so pomagali pripraviti to slovesnost. Hvala tudi vam, dragi bratje in sestre, ki ste se odzvali povabilu predsednika Slovenske škofovske konference, gospoda škofa Andreja Sajeta. Najlepša hvala in Bog povrni. Prosimo za blagoslov za nas in za vse ljudi naše domovine. Gospod z vami. Vsemogočni Bog naj vas vidno varuje vsega hudega in vam dobrotno deli svoje darove. Vaša srca naj odpre za Božjo besedo, da jih bo mogel obdariti z večnimi radostmi. Naj vam da spoznati, kaj je prav in dobro, da boste hodili po poti Božjih zapovedi in postali sodiriči zveličanih v nebesih. To naj vam in vsem vašim podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v mir.